Na Beguščici sva! Zato smo hodila 3 ure gor. Dobro jutro, Dober dan. midva sva pri Ljubelu in greva danes na krožno pot po Beguščici. Ura je zgodaj zjutraj, čas da vzamemo pot pod noge in gremo tamle gor. Gremo v hribe. Že me je našočala. To je bilo sonce. Nekaj težav smo imela s parkirnino. Nisva vedela, če je treba tam pri Kompasu plačati ali ne. Tako da sva se raje na tale makadamski parking prestavila, dala 3 evre za cel dan. Pa smo safe. Zelenica en ur. Tukaj smo na mestu zapuščenega smučišča. Tule vidimo tudi zgornjo postajo. Mi gremo še bolj gor. Evo, manj kot 1 ura smo že na domu na Selenici. Jaz sem mislila, da je tu ena koča nižje in bi šla skoraj naprej, spustila žig. Zelo pomemben, ampak črt navigator ve, kje sva v vsakem trenutku. En mor. Prvi današnji žig je vpisan. Kje pa si? Evo ga, še 2 nam manjkata. Menda morava tamle gor. Še enih 300 višincev naj loč. Kje je tako zadnji gor? Zadnji. Si črtka utrujen? Recimo. Bo sendvič, pa si bo pomogel. Z GoProjem se ne vidi, ampak tukaj se vidi Bled in Blejski otok. Prav čudovito se odpira tole pobočje. Pot je kar strma, pa gremo naprej. Še čez tiste namelišča bo treba. Sonce! Čas za malčko, da bomo imela moči do gor. Treba se malo krepčati. Kazalo se, da tisto še ni bil vrh, da je še kar okrog in okrog treba. Ampak zdaj sva vsaj na sončni strani in je fino. Tudi zajle imamo, malo za pomoč. Pa že vidimo. Vrh. Kakšne razmere. Ampak evo nas. Na Beguščici sva! Razgled pa je razgled, ne? Razgled pa megla, pa veseli smo, da smo na vrh.
je uspelo, na vrhu sva Begunjščice, 2060 metrov visoko in tole za nama je Avstrija. Gor so rabile 3 ure čiste hoje, se pravi 3 ure po pol, je kar naporno, 1000 višincev, ampak smo tukaj. Zdaj je to najvišji vrh današnjega potepanja, ampak nismo pa še konec. Zdaj se vsaj malo vrh vidi. Pa Slovenija, Radovljica, Lisice, pogled svojim otočkom. Zdaj prihajajo oblaki, tako da boš da čim prej vzamemo pot pod noge, pa piha. Ne vidi se, ampak tlele je gata pa motres. Odprava Katmandu. Zdaj smo na razpotju, kjer se gre za Begunjščico, od kjer smo prišla, ali pa dol za Roblekov dom. In medva bova nadaljevala na Roblek domače. Šli smo do Robleka. Eno sram prt se suši. Preden čist zapustiva Roblek, mora pa še nekaj narediti. Na Roblek bom odšel, bom ljubco s sabo vzel. Tam gor, kjer sem bil mlad pastir, živel bom z ljubco gorski mir. Da gremo po dolino. Bravo! Pa pejva! Ta pot, po kateri zdaj hodva, se imenuje pot čez Rožo do planine Prevala, kjer imajo znano zelo dobre štrukle. Je pa to Bornova pot s takimi značilnimi rovi, kanali in rabiš za tisto prečkanje tudi svetilko. Tale krožna pot je razmeroma dolga, 15 km, ampak ima pa en velik plus. 3 velike pluse. Vmes so 3 koče na zelenici, Roblekov dom in pa Prevala. In dobra stvar te koče so štrukli. Tukaj hodijo ljudje sem zaradi teh štrukljev, ki jih danes celo še ni zmanjkalo. Cela čokolada gor. Ajde. Njam si. Detyn. Ja, ne. No, pa pojmo. Še zadnji odsek poti. Wow, zdaj smo pa pri teh slavnih Bornovih tunelih. Prav hlad veje iz tulele. Prebrala sva, da jih je to tehnično mojstrovino pravzaprav postavila, izkopala družina Boren iz Jelendola pred stoletjem in gre za res magnificent zadevo. Pejva preizkusiti. Luči. Ok. Čakaj, luči. Zdaj bom dala luč.
Pazi. Pravijo. Oh fuck, res je scary. A imam luč? Imam. Se kaj vidi? Ok, tle malo predaha. Nice. Pam, pam, pam. Kot vidite, je gozdna tla zamenjal asfalt, kar pomeni, da sva uspešno prišla v dolino. Parking je tamle za vogalom. Vse skupaj dobrih 15 km, 6 ur neto hoje, ti imaš malo več, ne? 8 ur bruto, ampak Ja, z ustavlja ni pa tako. Ful priporočava, se strinjam. luštno je bilo, polno enih stvari se zgodi. Na poti veliko je koč, dobra hrana je, pa na Ja. konci greste lahko še spomenik pogledati. Tako da bojo tudi medve pričakirala tule na Ljubelju. To je to, fajn smo se imeli. Yes. Do naslednjič. Do naslednjič!